Marija Lucija Stupica, slikarka in ilustratorka, občudovana in nagrajevana. Umetnica, ki je že s svojim prvim nastopom na ilustratorski sceni, torej leta 1973, ko je ilustrirala svoje prvo delo, to je bila Kraljična na zrnu graha Hansa Christiana Andersena, dosegla že svoj prvi uspeh, svojo prvo potrditev in dobila Levstikovo nagrado. Od takrat še dvakrat nagrajena z isto nagrado in leta 1989 prejemnica nagrade Prešernovega sklada in potem tudi še kar nekaj pomembnih mednarodnih nagrad na Bratislavskem bienalu, Zlato jabolko in potem še tudi najvišje mednarodno priznanje IBBY leta 2000, nominacija za to največjo srednjo nagrado knjig za otroke. Umetnica je torej svojo pot začela z ilustriranjem Andersena in ko sva skupaj pripravljali njeno pregledno razstavo leta 2001 za galerijo Miklova hiša v Ribnici, je rekla, dozorela sem z ilustriranjem Andersena, ilustriranjem Grafenauerja. To so bila njena 80. leta, torej prepričana je bila, da je dosegla neko zrelostno stopnjo v ilustriranju. Te ilustracije, torej, ki pač prikazujejo mladinsko književnost Nika Grafenauerja in Andersenove, spadajo tudi med tiste, ki jim lahko posvetimo na tej razstavi največ pozornosti. Najljubše recimo Svinjski pastir, potem Pastirica in dimnikar in Niko Grafenauer, Mahajana, Majhnica. Zanimivo je, kako se je ilustratorka res osredotočila po eni strani na severnjaško romantiko, torej poleg že omenjenega Andersena je njen priljubljen pisatelj še, torej sta pravzaprav brata Grimm in potem tudi omeniti moramo tudi delo knjižno, ki je verjetno pa nekako tudi najbolj mednarodno zaslovelo, to je E.T.A. Hoffmanna Hrestač in mišji kralj. Ko se sprehajamo med ilustracijami Marije Lucije Stupice ali ko si ogledujemo njene knjige, nas preseneti ta torej pretežna otožnost, ki veje iz njenih del. Po drugi strani pa, torej to je občutenje, ki ga v največji meri izražajo njena dela. Po drugi strani pa, ko si jih ogledujemo, smo tudi očarani nad natančnostjo, minucioznostjo, preciznostjo izvedbe njenega dela. Izjemno mojstrsko je obvladovala tehniko, ki jo je uporabljala, kombinirala različne tehnike, od barvnih svinčnikov do gvaša in torej ustvarjala male, po formatu vendarle velike umetnine, ki delujejo res tudi s to neko svojo močjo, da prepričujejo gledalca v moč upodobljene resničnosti. Gledalcu se, ko jih opazuje, zdi, da se lahko izgubi v nekih navideznih prostorih, zato da so prepričljivejše, uporablja to tehniko trompe-l'œil, torej tehniko prevare očesa, da se predmeti narisani na ilustracijah res zdijo kot živi, torej kot da se natančno so ocenčeni, taki, da se nam zdi, da bi lahko segli z roko po njih in se jih nekako polastili. Ta prepričljivost njenih malih, torej njenih umetnin pomaga tudi pri prepričljivosti, pri podajanju torej pač besedila, ki ga njene ilustracije prikazujejo. Torej vedno se lahko sprašujemo, kakšno je to razmerje med besedilom in med podobo. Lahko bi rekli, da je Marija Lucija Stupica tista, ki pravzaprav iz besedila ustvari podobo, ki, lahko bi rekli, na novo izpiše ta torej literarni tekst. Kot da se besedilo osamosvoji, kot da je to torej zapisano besedilo prevedeno v nek drug jezik,
Bruno Bettelheim je rekel, pravljice je treba otrokom pripovedovati, ne brati. Zdi se nam, da so te ilustracije kot neke vrste res ta vedno nova pripoved, torej ko pripoveduješ pravljico, otrok se ne naveliča ene in iste pripovedi vsak večer, ravno tako lahko mi vedno znova ogledujemo te ilustracije in iz njih vedno znova torej, črpamo to pripoved, črpamo nove poglede na to že znano zgodbo. Izbor del za razstavo sem začela nekako od leta 1981 s knjigo Lokomotiva Nikota Grafenauerja. Se mi je zdelo, da ne bi dajala njenih zgodnejših del, kakor so Kraljica na zrnu graha, pa to, kar se tudi ona na koncu, da ni bila ponosna na to, ampak to ni bila več ona. Tako da nekako se mi za Lokomotivo se mi je začel meni ta preskok, ki sem ga pa tudi pri njej opazila, njen razvoj v neko čisto drugo sfero, mogoče, ki ni bila tako humorna, čeprav pri zadnjih delih, kakor so Izplesani čeveljci pa Pedenjped, Nikota Grafenauerja, je bil nekako spet tisti kanček njenega humorja noter, čeprav je še vedno uporabljala isto tehniko, isto pastel, umirjene barve, ampak da nekako mogoče že v obrazih ljudi, ki jih je risala, da je bilo spet se je pojavil tisti humor, ki ga je imela na začetku svoje kariere. Glede Andersenovih pravljic je tudi bil kar težek izbor, ker je del ogromno, ampak na žalost na razstavi jih bo samo 8, in se mi zdi, da čisto v vsaki njeni knjigi je nekako tako, da bi rabil res ogromno galerijo, da bi jo lahko predstavil. Jaz upam, da sem izbrala tisto, kar je njeno najboljše delo. Vedno je za nekoga drugega kakšno drugo delo najljubše in najboljše, ampak to je popolnoma moj izbor. Če si sposodim besede angleškega umetnostnega zgodovinarja Normana Lintona, ki pravi, da sta v osnovi v umetnosti dve smeri. Ena, ki kriči o svetu, o katerem govori, in druga, ki o njem tiho, žalostno, nostalgično sporoča, je Lucin svet pripadal temu drugemu delu. Vselej v zgodovini, ko smo se srečevali z tovrstno umetnostjo, pa naj šlo to za romantiko ali znameniti fan de siècle, pa pozneje tudi v 20. stoletju smo pri teh avtorjih opažali umik v nek drugačen, intimen svet, ki so si ga uredili po sebi lastnih pravilih. Če bi se nekoliko poetično izrazila, bi rekla, da je šlo za občutljive duše, ki jim je Oscar Wilde, znameniti pesnik, pripisal tisto čudežno modro ptico, ki jo iščejo v svojih vizijah. Ni slučaj, da so bila blizu Luciji prav ta obdobja, ki so bila povezana z tem dvojnim človekovim življenjem. Na eni strani človek kot družbeno bitje, na drugi človek v vsej svoji ranljivosti, v intimi svojega doma. Tudi zato je bil blizu motivni svet posameznika iz obdobja romantike, torej prve polovice 19. stoletja, ki je po eni strani zahtevala izjemno trde norme in edino, kar je ljudem preostalo, je bilo toplo zavetje doma, ki so ga zagrnili z težkimi brokatnimi zavesami in v katerih so lahko živeli svoje drugo
tudi pravljično življenje. No, Lucijo so vselej privlačile tudi teme, ki so bile povezane s tem časom, zato ni slučaj, da je bila ena redkih, ki je lahko izbirala besedila, ki jih je upodabljala. Zato je imela rada klasične pravljičarje, kot so bratje Grimm, Andersen, Hoffmann, rada je imela tudi poezijo in v teh delih je iskala vire tudi v teh formalnih izvorih, ravno te porcelanaste figurice iz 19. stoletja, kjer lahko prepoznamo te njene značilne sloke, mladeniče, deklice svetlih polti, ki velikokrat spominjajo v svoji gracioznosti na baletke. Slikala je figure in ljudi, ki so pravzaprav spominjali na figurice tistih znamenitih vas. Nekoč mi je rekla, da je do te mere izpopolnila način slikanja, da bi jo lahko zaposlili v znameniti manufakturi Meissen, ki je, kot veste, ena najstarejših in tudi najbolj znanih manufaktur porcelana in kjer so delovali tudi največji umetniki tistega časa. Ritem cele družine je bil prilagojen njenemu delu. Jaz sem hodila v vrtec šele ob 10, ker je ona delala tako pozno noč, da nekako se mi vsi smo bili neke vrste ponočnjaki. Tudi vse te njene knjige so nastajale zelo dolg časa, in se mi zdi, da glih ta nočni mir, da ni bilo živžava od otroka, da je bilo to tisto, kar je ona rabila za to, da je lahko ustvarjala. In jaz sem imela zraven nje tisti svoj šteflaj mojega deda in nekako sem vedno vsako knjigo, ki jo ona risala tudi jaz. Pač nekako ne da bi probala ponavljati ali pa kopirati, ampak se mi je zdelo tako, kot punčka sem vedno risala princeske in ona je vedno risala tiste porcelanaste punčke s črnimi lasmi. In se mi je zdelo to tako, wow, to so pa najlepše princese na tem svetu. Dejansko risala se mi zdi v njih sebe. In tako da nekako mogoče zaradi tega sem že vsako stvar hotela narisati njej podobno, mogoče pa na nek sicer seveda otroški način, ker mi pa res nikoli mi pa ni odrekala oziroma rekla, da je kakšna pravljica nekako neprimerna zame kot za otroka. Zrasla sem že z njenimi, že splošno z vsemi Andersenovi pravljicami, Grimmom. Že od majhnega nekako je rekla, da me ne sme v vato zavijati in da ta pravljičnost je v bistvu otroška pravljičnost, je tudi v temu, čeprav imajo te pravljice mogoče neko bolj moralno noto, pa tudi njene ilustracije so se začele spreminjati, ratale mogoče bolj melanholične pa temačne, ampak meni to, jaz tega kot otrok nikoli nisem videla. Njen svet sta skoraj vedno sestavljali svetla in temna plat. To je nenazadnje, kar velikokrat pozabljamo, blizu tudi otrokom. Otroci imajo radi svetle, žalostne trenutke v pravljicah in seveda tudi elemente grozljivosti. Pri Luciji pravzaprav najdemo vse to. Najdemo na nek način ta prostor, ki je tudi ob koncu 20. stoletja neizprosen do posameznika in do umetnika, tako kot je bil tisti v 19. stoletju, in najdemo možnost, da v neskončnih svetovih domišljije najde prostor, kjer lahko živi tisto svoje drugo življenje in ki ga
podarja tudi vsem ostalim, ki te sposobnosti pravzaprav nimamo. Zanimivo, da si je Lucija tudi svoje stanovanje uredila tako, kot so interierji njenih pravljic, posebej osvetljeni, s pridušeno svetlobo, ni imela posebej rada sončne svetlobe, zato je svoje junake skrivala pod oblačno nebo ali še raje v zavetje noči. Posebej blizu so ji bile pravljice, ki so govorile o zimi. Mesec december je čakala vse leto, kajti takrat je bil čas, ki je zaradi dolgih večerov omogočal ljudem, da se bolj posvetijo sami sebi, svojim bližnjim. Bil je čas za pravljice, bil je čas za tisti notranji, bogati svet, ki ga v vsakdanji banalni stvarnosti velikokrat spregledamo oziroma zanimamo časa. Nedvomno lahko rečemo, da je med njenimi posebej priljubljenimi knjigami, ki jih je upodabljala, če rečemo samo, da jih ilustrirala, je premalo, kajti ona je soustvarjala besedilo, svojo značilno filigransko risbo in paleto barv. Hrestač in Mišji kralj, ena najlepših božičnih pravljic, in pa seveda ne morem mimo Lenore, tragične, skoraj arhetipske pripovedi o tragedijah vojne, ko morajo mladi fantje na fronto, dekleta ostajajo doma in velikokrat se ne vrnejo. Lenora je bila Luciji ena najljubših zgodb, s posebnim veseljem jo je ilustrirala. V njej je združila vso to svoje videnje, to bogato njeno notranjo čustvenost, ki jo je znala po drugi strani tako omejiti z racionalnostjo, z neverjetno domišljijo in seveda pokazala je mojstrstvo v slikarstvu, kajti celoten ciklus je monokromen, kjer je prihajala do izraza ta njena sposobnost monokromnega slikarstva. Morda bi ob tem poudarila tudi to, ko mi je rekla, da je velikokrat prebrala Andersenovo pravljico o Mali morski deklici, kajti kot otrok je bila prepričana, da se vse pravljice končajo srečno. Mala morska deklica, kot veste, se ne konča najbolj srečno, žrtvuje se za ljubezen in pri tem izgubi, pa vendarle je med tem nekoč je živel in do te neizbežne smrti, ki jo je pravzaprav kot sleherni umetnik tudi Lucija občutila, so številni trenutki v njih tudi srečni, svetleči, še posebej tisti ob božiču, in tudi zaradi tega je imela toliko možnosti za upodobitev teh svojih številnih pravljic, ki jim je dodala svojo nepozabno noto.